Na današnji tiskovni konferenci bi želel reči malo več o postopkih spreminjanja zakona o odvetništvu, ki smo bili priča v preteklem tednu. Da bi ta problem nekoliko širše osvetljiv, vas naj spomnim, da je vlada Janeza Janše v preteklem letu sprejela spremembe in dopolnitve zakona o odvetništvu. Najpomembnejše spremembe sta bili dejansko dve. Prva je bila ta, da odvetniške tarife po novem, torej po zakonu sprejetem v preteklem letu, določa država, torej določa državni zbor tukaj z zakonom in ne več odvetniška zbornica. Druga najpomembnejša sprememba pa je bila ta, da v disciplinskih postopkih zoper odvetnike nimajo več primata ali večine odvetniki, ampak člani na predlog sodnega sveta. Vlada koalicija je v svojem programu dela za leto 2009 predvidela spremembe zakona o odvetništvu. Vendar predvidela je spremembe v mesecu juliju letos, tako da bi začel zakon veljati decembra letos. Postopek, ki je bil predviden, je bil redni postopek. Zgodilo se je nekaj nujnega, nekaj nenavadnega. Namreč vlada je spremembe in dopolnitve zakona o odvetništvu sprejela že v začetku marca. Določila je tako imenovani nujni postopek tukaj v državnem zboru, kolegi predsednika je to potrdil in kot veste smo zakon po nujnem postopku že obravnavali. V zvezi s tem kaže upozoriti na naslednje. Poslovnik državnega zbora zelo jasno govori, da je nujni postopek mogoč takrat, kadar gre za interese varnosti ali obrambe države ali odprave posledic naravnih nesreč. Nič od tega seveda ni bilo v tem postopku takega. Tudi Ustavno sodišče ima še vedno v presoji lani sprejet zakon o odvetništvu in Ustavno sodišče se še ni izreklo, kako in kaj v zvezi s tem zakonom. Ni se možno izogniti vtisu, da gre za vračanje uslug odvetniškemu lobiju. Namreč odvetniški lobij je tisti, ki je obdržal pri življenju eno od političnih strank v obliki nekaj poslancev v državnem zboru. Ta stranka je bila nekoč mogočna, veste, da govorimo o LDS. Ali je pomembno prispeval k temu, da je stranka ostala pri življenju in ostala v državnem zboru. Seveda ocenjujemo tudi to, da gre za krepitev odvetniškega lobija. Namreč po novem zakonu je predvideno, da si odvetniške tarife ponovno določajo odvetniki sami. In predvideno je, da v disciplinskih postopkih zoper odvetnike ponovno imajo večino odvetniki. Torej, uvajamo sistem, po katerem ljudski pregovor pravi vrana vrani ne izkljuje oči. Zakon o odvetništvu ima 3 najpomembnejše spremembe. Prva sprememba je ta, da bo odvetniška zbornica tista, ki bo zavarovala vse odvetnike za odvetniško odgovornost. Sistem je preprosto tak, kot velja za vse državljane pri avtomobilskem obveznem zavarovanju. To je unikum, ki ga ne pozna nihče. Ampak tega še niti ne bi tako problematizirali kot ostali 2 pomembni spremembi. Prva od najpomembnejših od 2 sprememb, ki se nam zdi izjemnega pomena, je ta, da ponovno odvetniki v skladu z zakonom, ki je bil sprejet v petek, sodijo sami sebi v disciplinskih postopkih. Za časa prejšnje vlade smo število notarskih mest povečali iz nekaj nad 60 na 125. To pomeni, da smo tudi notarske storitve posledično, ker pač deluje trg na tem področju, pocenili tudi 50 in več odstotkov. V petek je bila sprejeta uredba ministra za pravosodje, po kateri število notarskih mest iz 125 zniža na 98. In vsakomur je lahko jasno, da to pomeni manjšo konkurenco in da to pomeni višje cene. Vsakomur je lahko to jasno. 18 držav Evropske unije od 27 ima sistem odvetniških tarif urejen tako, da ga določi državni zbor, odnosno zakonodajno telo, ali izvršilno telo, ali vlada. Samo 5 držav Evropske unije boste našli, kjer notarji, kjer odvetniki, sami določajo cene.
In mi se torej vračamo na sistem od določene cence strani samih odvetnikov. Da bivši minister Kozinc, sedanji predstojnik, torej predsednik odvetniške zbornice, spiše nove tarife, odide k nekdanjemu svojemu podrejenemu, Alešu Zalarju, sedaj ministru, povsem mogoče jutri predsedniku odvetniške zbornice. In se pogajata za cene. Taka pogajanja niso resna. Seveda ugotavljamo, da vlada, ne samo pri zakonu o odvetništvu, tudi za v petek objavljeno odločitvijo ministra Zalarja o manjšem številu notarskih mest, ugotavljamo, da pravzaprav vlada skrbi za privilegiran finančni položaj tistega sloja slovenskega prebivalstva, ki že danes sodi med najbolj bogate ljudi. In to v času, ko imamo po 200 ljudi na cesti vsak dan. To je seveda za Slovensko demokratsko stranko popolnoma nesprejemljivo. Zato pozivam v imenu Slovenske demokratske stranke koalicijo, da sama pozove državni svet, da ta sprejme veto na zakon. In s tem omogoči in odpre vrata odpravi tega zakona. Vkolikor se to ne bo zgodilo, bomo v Slovenski demokratski stranki pričeli takoj s postopki za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.